Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo kar začeti z vašo napovedjo Biki. Torej, zdaj bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, vašo trenutno situacijo in vašo bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami se bolj poglobili v same energije in bolj podrobno raziskali ozadje vseh dogodkov. To so splošne napovedi, zato ni nujno, da bo za vse bike enako natančna, za ene bo bolj, za ene manj, tako da sprejmite tisto, kar se poistoveti z vašo situacijo, ostalo pa enostavno ignorirajte. Evo, kot osrednjo energijo te napovedi imamo tukaj štirko mečev, kar na nek način nakazuje, da ste trenutno v nekem obdobju mogoče neke stagnacije ali pa nekako počivate. Morda se vam je v bližnji preteklosti zgodil kakšen tak težji dogodek, tak kakšen bolj nekako bolj neprijeten dogodek, ki vas je na nek način zdaj potisnil v neko obdobje stagnacije in mirovanja. Dajmo malo bolj pogledati, kaj se je dogajalo v preteklosti. Tukaj imamo kralja kelihov in desetico kelihov. Torej, v bližnji preteklosti, to se lahko nanaša na prejšnji teden, lahko je na prejšnji mesec, na eno leto nazaj, pač to si dajte nekako po občutku interpretirati. Ampak najverjetneje je, da je recimo bilo nekje prejšnji teden. Tukaj videti, da se je v bistvu nekako največ dogajalo na področju vaših čustev. Dosti je bilo takih situacij, ki so vas na nek način čustveno premetavale sem in tja, ampak videti je, da ste vi bili nekako stabilni, da ste kljub tem dogodkom, ki so vas nekako obkrožali, da ste ostali nekako močni in da ste ta vsa čustva nekako uspešno premagovali. Vidite tudi nek lep zaključek, nek lep cilj dosežen, mogoče se vam je uresničila kakšna lepa želja, ki vas je na nek način osrečila. Dajmo pogledati, kaj točno se je dogajalo. Evo, tukaj imamo sodba. Ja, dosti znamenj je imelo tukaj sodbo, tako da izgleda, da smo bili nekako vsi v takih energijah, ko smo se na nek način prebujali. Zdaj tukaj imamo štirko kelihov, karto sonce in as novcev. Tukaj je videti, kot da ste v bistvu že dolgo časa, da je bilo okrog vas nekaj, kar v bistvu, da je bila neka želja okrog vas, nekaj novega se je pojavilo v vaših življenjih, ampak tega kot da niste videli. Potem pa se je zgodil nek dogodek, ki vam je to vašo priložnost razkril. In ugotovili ste, da v bistvu, da ste dosegli že svoj cilj, da je bil ves čas pred vašimi očmi, ampak ga do zdaj iz nekega razloga niste videli. In to vam je nekako dalo neko nov zagon, neko novo priložnost, nekako vam je odprlo neko novo obzorje. Ja, tukaj videti, da ste imeli nekako harmonično življenje, da ste nekako tudi korake, ki ste jih ubirali, nekako bili v skladu s to vašo harmonijo.
Ste pa potem prišli do nekega trenutka, ko je bil potreben naslednji korak, ampak ta korak se je zdel mogoče malček preveč težek. In zelo možno, da večina bikov tega koraka ni naredila. Zato, ker imamo tukaj v sedanjosti imamo karto stolp in karto štirko kelihov. Zdaj, ta karta stolp, to je nek tak dogodek, ki te na nek način šokira ali pa je nekako neprijeten. Dostikrat tudi zruši nekatere stvari, ki smo jih dolgo časa gradili in smo prišli do neke take točke, ko nam te stvari več ne koristijo. In potem se zgodi nek tak dogodek, ki nam to na nek način sesuje. Ampak v bistvu, ko se prah poleže, potem vidimo, da v bistvu, da to, kar se je zgodilo, da se je zgodilo z nekim namenom. Zdaj ni nujno, da je to za vse tako travmatično, saj ni travmatično, ampak je pač ni nujno, da bo za vse tako intenzivno. Evo, to je prava beseda. Ampak to se pogosto zgodi glih takrat, ko smo pred temi velikimi koraki. In še posebej, če si ne upamo narediti tega koraka, tega drznega koraka v neznano, še posebej takrat se potem zgodi nek dogodek, ki na nek način sesuje nekaj, kar smo do zdaj gradili. In to samo z namenom, zato da bi nas življenje v bistvu porinilo naprej. Da bi recimo, imaš neko službo in potem tukaj se ti pojavlja neka priložnost, ki je v bistvu ful boljša služba, ampak nekako ne verjameš v to idejo ali pa niti ne nameniš pozornosti. Potem pa se zgodi nekaj, kar v bistvu nekako se ti razsvetli, doživiš neko jasnost. In potem ugotoviš, da je v bistvu pač nekako vidiš to priložnost. Kar naenkrat, recimo, da je to nek prijatelj, ki ti je non-stop predlagal nekaj, potem pa dobiš neko razjasnitev v mislih ali pa nekaj se ti v glavnem odpre in potem to priložnost vidiš na drugačen način. Dobiš neko svojo idejo in iz te njegove priložnosti potem vidiš, da to je res nekaj dobrega, nek velik poslovni uspeh. Mislim, da lahko postane nek poslovni uspeh, recimo. In potem je videti tukaj, da ste recimo delali na tem, ampak potem pa je prišel tisti trenutek, ko je bilo treba to nekako pač iti v neko konkretno akcijo, v nek konkreten korak, recimo to dati potem v svet. In tukaj ste se malo obotavljali, biki, nekako niste bili preveč pripravljeni na ta korak. In recimo v tem primeru se potem zgodi ta karta stolp in dobiš nenadoma recimo odpoved v službi. In ta odpoved je samo s tem razlogom, da te življenje porine proti temu, da potem nimaš druge možnosti, kot da to spraviš na površje. In tukaj nekako se mi zdi, da se je to v vaših življenjih zgodilo, ampak vi se preveč osredotočate na to, kar se ruši, namesto da bi v bistvu to priložnost pogledali v drugačni luči in iz nje nekaj potegnili. Dajmo pogledati, kaj točno se bo dogajalo, oziroma kaj se dogaja v tem trenutku. Ja, kolo usode, petica mečev in trojka kelihov. Torej, to kolo usode je točno to, kar sem rekla. Pač neka intervencija vesolja, recimo, jaz temu rečem. Ko vesolje naredi svojo intervencijo zato, da bi nas porinilo naprej in ti da odpoved v službi oziroma ti nekako naredi, da dobiš odpoved ali pa pač karkoli pač je tvoja situacija, zato da te porine naprej. Zdaj, recimo, če imate v ospredju bolj ljubezen, bi recimo bilo tukaj v preteklosti, da ste bili v nekem odnosu ali pa ste bili mogoče samski, ali pa dajmo reči, da ste bili v nekem odnosu, ki ni funkcioniral. In potem se je zgodilo, da je bila okrog vas neka oseba, ki je ves čas nekako bila prisotna pri vas, ampak nikoli niste pogledali iz tega vidika, iz romantičnega vidika. In potem pa se zgodi neka razjasnitev, nekdo vam nekaj pove ali pa pridete na neko idejo in potem kar naenkrat to osebo vidite v drugačni luči. In potem recimo je prišlo do neke izmenjave, ste si začeli te ideje izmenjevati, ampak potem je pa prišel tisti korak, ko je treba zdaj se odločiti, kaj zdaj narediti. In ker verjetno tle ste biki odlašali, se potem zgodi recimo, da je po nekem naključju recimo tvoje zveze konec. In potem v bistvu nimaš druge, kot da narediš ta korak in pristopiš do te osebe, recimo. To je samo nek tak primer, da si lažje predstavljate, kaj govorijo karte. Ampak dajte si to nekako interpretirati v svojo situacijo in dajte razumeti, da so to samo v bistvu neki taki primeri, da si lažje predstavljate.
Ok, ampak tle potem videti, da se vi v bistvu preveč ukvarjate s tem, kaj se tukaj ni šlo, preveč s tem, kdo je šel v vašega življenja, in tukaj je videti neko tako mogoče neko jezo in nekako tako grdo zmago. Nekako se preveč ukvarjate s tem, kako bi se iz te situacije izvlekli na čim boljši način. Nekako tako se mi zdi. Ampak je pa videti tukaj tudi potem neko veselje. Zdaj tukaj imamo 3 osebe, 2 sta užaljeni, ena ima tako, pač ena ima neko tako kao zmago. Zdaj to je lahko tudi kontra, ne, lahko tudi ta oseba v bistvu neka druga oseba, ki je vas na nek način odrezala iz življenja, ne, lahko pa ste to vi. Je pa tukaj potem druga slika, kjer imamo 3 osebe, ki pa v bistvu se skupaj družijo. Tako da jaz bi v bistvu rekla, da je to ena ali pa druga priložnost. Zdaj trenutno je ta karta stolp še vedno nekako v ospredju kot energija in jaz bi rekla, da zdaj eni biki ste tako, da v bistvu, da ta situacija stolp na vas zelo močno vpliva in zelo močno vpliva tudi na odnose med vami. Tukaj je dosti nekih konfliktov. Pri drugih bikih, oziroma tukaj imate še drugo možnost, da v bistvu to situacijo spreobrnete in tukaj ustvarite neko sodelovanje med temi 3 osebami ali situacijami. Dajmo pogledati, kakšen nasvet bi bil tukaj. In izid. Mislim, zdaj jaz tukaj to tako vidim, ne. Jaz vidim, da večina bikov ostaja v teh konfliktih in to so nam karte pokazale samo, kako bi lahko bilo. Torej, lahko bi bilo tudi tako, da vse 3 osebe skupaj sodelujete in tukaj nekako ustvarite to neko harmonijo in sodelovanje. Zdaj, videti je, da se boste vi nekako še vedno odločili za ta bolj neagresivni pristop, ampak bolj v bistvu tak pristop, ko se braniš, ko na vsak način hočeš doseči svoje, ampak to vas ne bo pripeljalo nikamor. Tukaj ni videti, da bi potem lahko izkoristili to priložnost na najboljši način. Zdaj, za prihodnost imamo tukaj asa kelihov in 9 palic, kar nakazuje na nek lep začetek in na koncu se bo lepo vse išlo. Ampak dajmo pogledati, kako bi lahko odreagirali, če nam bodo karte znale povedati, če je to sploh možno, da bi dosegli v bistvu tole 3 kelihov. Ne, jaz mislim, da nekako, zdaj, če hočete ustvariti to neko harmonijo v teh odnosih, je definitivno treba pretehtati vse možnosti, namesto da v bistvu se borite s temi, kdo bo boljši, kdo bo boljše povedal ali pa kdo bo koga, ne vem, spravil s poti, da rajši probate nekako uskladiti ta mnenja in najti pač nekako, da se pogovarjate en z drugim, da nekako najdete neko soglasje. In s tem se vam bo v bistvu odprlo ful več možnosti, kaj lahko v bistvu sploh naredite s to situacijo, kako to situacijo lahko peljete naprej v prihodnost. Ne vem, upam, da vam je to smiselno. Malo sem že zmatrana, tako da hitim še zadnja znamenja snemati. Ok, dajmo pogledati prihodnost. Bližnja prihodnost. Tukaj je videti as kelihov in 9 palic. V bistvu to nakazuje, kot da prihaja v vaša življenja neka nova čustvena energija, ki vam bo pomagala zaključiti neke težke situacije iz preteklosti. Dajmo pogledati, kaj točno se bo tukaj dogajalo. Zelo pestro obdobje je pred vami, biki. Imamo svečenika obrnjenega, zvezdo obrnjeno in zaljubljenca obrnjeno. Same velike arkane. Zanimivo.
Se pravi, tukaj so velike arkane, kar nekako nakazuje na nek dogodek, ki vam je na nek način usojen. Nekaj, kar se mora zgoditi, nekaj, kar je v bistvu, kar vas je življenje spodbuja proti temu, da greste. To je na nek način vaše poslanstvo, nekaj, za kar ste bili tukaj, mislim, zakaj ste sploh prišli na ta svet. Se pravi, tukaj je nekaj pomembnega in tukaj nekako morate najti neko ravnovesje. In to vam bo tudi potem odprlo tole karto zaljubljenca, ko je v bistvu, to je nek lep odnos, to je lahko odnos z neko osebo, lahko je to v bistvu nek poslovni projekt, lahko je to neka služba, karkoli pač. Ampak tu se vidi neko lepo združitev, nekaj, kar lahko res traja veliko časa in vas hkrati v bistvu tudi, tukaj če vam to uspe nekako spraviti v neko lepo harmonijo, imate tukaj potem v bistvu konec nekih omejitev, konec nekih bremen iz preteklosti in tukaj potem tudi sodba, ko potem v bistvu je pravici zadoščeno. Tako da ne vem, kaj imate tukaj biki, ampak to je res izgleda tako kot nekaj pomembnega. Tako da tam med 5. in 11. aprilom. In še karta sodba, sodba, stolp. Torej imamo 4 velike arkane. Jaz mislim, pač, kadar je velika arkana, pomeni, da je vse to dogajanje del nekega višjega načrta. Nekega načrta, ki ga mi nismo sposobni videti, ker v bistvu življenje je nekako, v bistvu ne bi se spuščala zdaj v te debate, ampak vsi smo nekako povezani in na nekem višjem nivoju vsi med sabo komuniciramo in nekako si usklajujemo življenja, se srečujemo na poteh. In tukaj je v bistvu nekako videti, kot da vas življenje nekako pelje po tej poti. Tukaj boste imeli zelo malo ta teden sami kontrole, koliko lahko v bistvu usmerjate svoje življenje. Tukaj se bodo dogajale stvari, na katere nimate nobenega vpliva. In spodbujale vas bodo k tem, da stopite izven cone udobja, da naredite neko veliko spremembo v svojem življenju. Torej, biki, če na hitro povzamemo, videti je, da ste nekako v preteklosti imeli dokaj, bližnja preteklost je bila dokaj čustveno nekako povezana, tukaj je bila mogoče neka oseba ali neka situacija pred vašimi očmi, ampak je zaradi pač določenih stvari nikoli do zdaj niste videli na tak način in potem se vam je preko nekega dogodka to razkrilo, dobili ste neko jasnost. Tukaj se je potem začela neka izmenjava in potem je prišlo do neke točke, ko je bilo treba narediti tisti drzni korak, ampak tukaj ste biki nekako oklevali. In ker ste oklevali, je vesolje ali pa življenje imelo svojo intervencijo in je tukaj naredilo nek tak šušter. Tukaj so ratali neki konflikti, nekaj se je začelo rušiti, ampak imate možnost, da to spravite v neko lepo harmonijo. Zdaj, pomembno je, da se tukaj držite nekih svojih meja, ampak hkrati, da tudi prisluhnete drugim osebam in drugim ali pa situacijam, če so tako nekako vpletene. Da tukaj nekako prisluhnete in najdete neko ravnovesje v teh idejah, ker na tak način se vam bo odprlo veliko možnosti, kam lahko peljete to situacijo v prihodnosti, kaj vse se lahko razvije iz te situacije. V bližnji prihodnosti imamo nek lep nov začetek, ki vam bo pomagal zaključiti neke stvari iz preteklosti, ki vam več ne služijo. V tem tednu bo imelo glavno življenje tukaj, glavno vlogo vesolje, tukaj boste imeli vi zelo malo vpliva na to, kako se stvari odvijajo, kolikor lahko, vplivate lahko tako, da se ob vsaki stvari počutite dobro. In to se lahko počutite tako, če veste, da se vse dogaja z nekim višjim namenom. Iz neke človeške perspektive je težko razumeti včasih, zakaj se nekatere stvari zgodijo, ampak ko pogledamo na situacijo iz višje perspektive ali pa ko se ozremo na prihodnost in zastavimo pike, potem vidimo v bistvu, kje je bil cel ta smisel. Tako da tukaj boste imeli zelo malo vpliva na samo dogajanje, ampak lahko pa spreminjate svojo usodo, tako da se počutite dobro in da se zavedate, da se vse spreminja v vaše dobro in da nekako plujete skupaj s tokom. Nek zanimiv dogodek, nek nepričakovan dogodek vas bo spodbudil, da stopite iz cone udobja in to je tudi vaša lekcija, da naredite ta drzni korak, ker življenje to hoče od vas. Biki, upam, da vam je bila ta napoved všeč, definitivno je zelo zanimiva.
In ja, lepo se imejte in se vidimo potem naslednji teden.